Dobro obiskan dvodnevni festival z razstavo jedi in kulinaričnimi delavnicami, kjer je male skrivnosti razkrivala tudi domačinka in zmagovalka Masterchefa Zala Pungaršič, so s skupnimi močmi pripravili članice tamkajšnjega društva podeželskih žena in deklet, Novomeški kmetijsko-gozdarski zavod, Zveza kmetic Slovenije in šmarješka občina. Predvsem želimo spodbuditi vse, ki imajo pravzaprav radi ajdo in pa ajdovo kašo oziroma jedi iz ajde, da jo čim večkrat pripravljajo, da spoznajo, da so te jedi zelo zdrave, da jih znajo pripravljati, da vidijo, da so zelo okusne in da so lahko vsak dan na našem krožniku. Ali vsaj večkrat na teden, kar je še posebej priporočljivo v zimskih dneh, saj se ajda izjemno dobro prileže drugim živilom, ki so v tem času pogosto na naših jedilnikih. Da je možnost uporabe ajde zares velika, so s pripravo več kot 50 različnih jedi dokazale tudi članice društva. Ta razstava nam pove, kje vse lahko uporabljamo ajdovo kašo. Ni rečeno, da je to samo ajdova kaša, vedno so dodatki. Če kdo nima rad, je pa potem s temi dodatki sigurno vzljubi, da jo bo z veseljem lahko pripravljal tudi naprej. Kar 11 mojstrovin je za razstavo pripravila članica društva Silva Marzel. Prej nisem poznala toliko jedi razen žgancev. Zdaj pa vidim, da se da vse narediti iz ajde. Od štruklov do potice, do pit, sladic in tako naprej. Pridelava medovite ajde, ki je na naših tleh prisotna že dolgo, saj so jo v začetku 15. stoletja k nam prinesli križarji, je vse bolj razširjena tudi na Dolenjskem. Je v bistvu krušno žito, čeprav to ni žito, je dresnovka, ima pa veliko kakovostnejše tako beljakovine kot škrob, vsebuje pa tudi veliko vlaknin, zato je zelo dobra za prebavo. Hkrati znižuje krvni pritisk in raven slabega holesterola, ker ne vsebuje glutena, pa je primerna tudi za bolnike s celiakijo. In kot smo se lahko prepričali, super živilo s številnimi zdravilnimi učinki še kako tekne. Ob prijetnem druženju so namreč pošle prav vse jedi.